Živijo, jaz sem Boštjan Ahbar in to je podcast podrobnosti, 33. epizoda. Anže, a si kje tu? Evo, si kje tu? Okay. Mogoče sem malo spremeniti nekaj drugega. Ja, se to, switch it up pa to. Okay. Switch it up, ja. What? Okay, moram, na vsake 3 epizode moram to reči, se mi zdi. Moraš, to je zdaj že stavnica. Kaj noga, kaj? Ni. Karkoli, vse ok. Okay. Ja, se veš, Slovenija, stari. Ok, Slovenija. Kaj pa te? Skače. Reči kaj o vremenu, pa samo še vreme moraš imeti. Lepo vreme imamo. Ja, sej. Lepo vreme, danes je bilo 8 stopinj. Kar neki. Ja pa si me ti vprašal. Ja, se vem, sem je žal. Ja. V glavnem, danes je, kaj sem rekel, 33. epizoda. Prejšnja epizoda, 32. je bila z Boštjanom Videmškom. Glasilcem dobrih novic. Glasilec dobrih novic in novinar Dela, ki potuje po svetu in poroča iz križnih žarišč. Ogromno dobrih novic je bilo, dobrih. Tako da ja, dober podcast. Hvala vsem, ki komentirate prek Twitterja ali pa iTunesov ali pa prek Facebooka, kakorkoli že. Lepo je slišati ta feedback. Vidim, da smo na pravi poti, da je folk vesel, zadovoljen. Se mi zdi, da največ negativnih komentarjev, ki jih dobimo, oziroma pač komentarjev ali pa kritik je, da je podcast še vedno prekratek. Ja. Tako da to je super. Drugače pa ja, ful me veseli, da je vse tako poteka tako je, in tudi v letu 2015 bomo probali imeti še več teh zanimivih podcastov, tudi za gosti izven Slovenije, zdaj okoli Božiča in mnogo leta normalno, tiste, ki smo imeli začrtane, so vsi bili precej zasedeni, tako da smo predstavili malo na kasnejše datume, ampak tudi to pride še na vrsto. Anže, kje se nas lahko sliši? Ja, podcast je na aparatus.si, je tudi v iTunesih, tako da če da ste lahko tam kakšno oceno, ful hvala, ker tako še lahko donajde ta podcast, drugač pa tudi na Facebooku je Aparatus, ko nas lahko tam polajkate, pa na Twitterju tudi, to je tudi res, drugač pa ful hvala vsem, ki ste že podprli tudi Aparatus, to se tudi da, to pa lahko naredite tako, da greste na aparatus.si/podpri, pač vsak evro proprije, tako da ful hvala. Evo, admin, to je to. Ja, res hvala. Hvala vsem, ki podpirate mrežo. Brata moram pozdraviti, brat me v Istanbulu rekel, gledaj, imaš pozdrav po podrobnostih, tako da evo, little G, to je to. S trebuhom za kruhom, basket ga vodi naprej, to je to. Drugač pa danes gost je pa športa takšnega do zdaj v podrobnostih še nismo imeli, sicer govorimo o avtomobilizmu, se pravi šport je kot pisana koža vsem ženskim poslušalkam podcasta. A se ne boš smejal, pa te je bila fora. Ne, nisem vedel, kam peljaš, ampak kakaj štekam. Ne, zdaj bom pa spadal full bad, ker kao sem rekel, da ženske ne spremljajo avtomotošporta. Točno to. Hecal sem se, slab človek ti. Slab človek. To je bil joke. Sem prepričan, da bomo jaz isti, grem na milijone žensk, verjetno obstaja, ki ve veliko več o avtih kot jaz, tako da to je pa fact, 100%. To je res. Da se malo zvlečem, ampak je pa res, dejansko malo vem. In več kot jaz, je pa res, da je treba povedati, da mi da ne vemo nič skoraj. Ja, to pa tudi res. Tega smo tu nekje. Malo na pol sem se zvlekel zdaj. Ja, skoraj, ampak ok. Fair enough. Ne, hočem reči, da sem prepričan, da bo pogovor tekel v take smeri, da bo zanimiv prav za vse, ker tudi mene ta šport do pred kratkim nekaj zanima, pa sem pa bom pol povedal točno kako, kaj je prišlo do tega, da mene ta zadeva zanima, ampak v vsakem primeru pa z nami je Gregor Pavšič, ki je dolgoletni avtomobilistični novinar, zelo veliko ve o športu reli, se pravi o reliju in v marsičem povezan s tem tudi med drugim me zanima, zakaj gledalci stojijo na progi, medtem ko avto žge mimo 200 na uro. To ga bom vprašati. To me najbolj zanima. Drugače pa neč, Anže, če smo pripravljeni, je to, ne? Smo, ne? Neč, Anže, štarti zadevo. Ok, zdaj preden začnemo govoriti z našim gostom, bi jaz prvo razložil, zakaj je sploh prišlo do tega, oziroma kako sem jaz prišel do tega, da me zanimajo ti avtomotošporti. Jaz v bistvu dolgo časa sploh nisem spremljal, oziroma kot otrok nisem nekaj spremljal, razen kar
sem nekaj malega gledal Formulo 1, potem sem začel Formulo 1, ko sem bil malo starejši, tam 15, 16, 20 let, sem gledal malo bolj, vedno bil fan. Ne vem, Coulthard je bil moj najljubši, pa Hakkinen, pa tako Schumacher, nikoli nisem preveč maral, ne vem, pač nisem bil eden tistih klasičnih fanov, ki so bili šumi, pa to, veš. To, stari, jaz sem isti bil, McLaren forever, stari, McLaren forever. Nikoli nisem bil eden tistih, nikoli ne pozabil, enkrat je bila ena oddaja, ne vem, je bil Pop TV Slovenija, karkoli, pa so imeli folk v studiu in so šli tek malo pogledalci spraševati neki sred Formula 1, je bilo predoddajo, po oddaji, pa so rekli, no, kdo je pa tebi najljubši, pa je rekel, bil je nek Štajerec, pa je rekel, ja, Michael Schumacher, ne, pa je rekel, zakaj pa, je rekel ta voditelj, pa je rekel, pač tak, dober je, se pravi, jaz nikoli nisem imel tistih, ki bi imel Schumacher, rad sem zato, ker je bil pač dober, ampak ok, no. Potem sem pa lani med sezono imeli možnost v Barceloni iti gledati Formulo 1 v živo. Dobili smo neke karte in to tudi nad samim tisti pedok, kako oni rečejo, se pravi nad boksi gor za par soigralci in sem se totalno navdušil nad tem športom. Začel spremljati redno rezultate s treningov, malo bolj se poglabljati v same taktike, ne vem, nove avti, nove mašine, nova pravila, začel to malo spet kapirati in to po dolgem času, res pa 10-15 letih. Tega sem začel malo bolj spremljati ta šport. Potem sem pa enkrat čist naključno pred 2 meseci, kaj takega nazaj, se niti ne vem, na Sloveniji 1, na Sloveniji 2 naletel na en dokumentarc, ki bo mogoče naš gost lahko povedal, kateri je bil to, točno se ne spomnim, o reliju. In sem ga ujel čisto na začetku, sem rekel, bom pogledal 5 minut, ampak na koncu sem gledal celega, ne vem, koliko je bil dolgo, uro, pa pol uro 45 in me je totalno fasciniralo. Ne samo za ta reli, tudi dirkanje, samo, ne vem, pedal do konca, pa gremo, ampak dejansko ta strast, ki prinese to dirkanje. Jaz nikoli nisem bil nek dirkač na cesti, ampak nekako sem pa začel štekati malo ta šport, oziroma saj mislim, da ga počas razumem in so to željo in strast po hitrosti. Tako da, Gregor Pavšič, gost danes v tem podcastu, sicer dolgoletni avtomobilistični novinar, ki pa je večji del svojega dela posvetil športnemu avtomobilizmu in predvsem reliju. Gregor, se slišimo? Ja, živo, Boštjan, živo že. Živo. Zdaj sem malo na hitro opisal, zakaj tak podcast, oziroma zakaj si mogoče ti tudi, da nam mogoče malo pomagaš tudi razložiti reli. Izdal si svojo knjigo, zdaj pred kratkim, ki se imenuje Usodna strast, pa če lahko sam mogoče prvi stavek, oziroma prva 2 stavka, prve 3 preberem iz knjige, ko si mi tudi ti poslal in takrat uvod, če lahko, ker se mi zdi, da bom mogoče malo bom lahko dobro začel ta pogovor s tem, če je to ok, Gregor. Ja, seveda. Napisal si, reli je prepletanje človeka in stroja, igra čustev, psihičnih omejitev in fizike, posebna kemija, strast in obsedenost. Je nekaj neznanega, popolnoma neprevidljivega, a vselej tako sjajnega, da te usupne, omami in vsrka vase. Razum odpove, čustva nikoli. Se mi zdi zelo take močne besede, no, za opis enega športa. Za kjerkoli šport bi to lahko rekel, se mi zdi, da se zelo močno to opisal. Povej mi ti, zakaj je reli? Zakaj je tebi reli to pomeni? In kaj je tebi pred relijo toliko navdušen, da v bistvu si začel to toliko močno spremljati? Ja, reli je zanimiv predvsem zaradi tega, prav zaradi teh stvari, zaradi kompleksnosti, zaradi vseh teh dejavnikov, ki v bistvu tukaj vplivajo na neke rezultate, na uspeh posameznika. Kot si že prej rekel, to ni neko brezglavo divjanje po cesti, gaz do konca pa gremo, pa dokaj gre, ampak je tukaj v zadnji ogromno potrebno sestaviti en dirkaški paket, ogromnih parametrov, dati skupaj od voznika, sovoznika, ekipe, izkušenj in vseh te stvari, da pol na koncu mogoče lahko uspe. Obenem se pač tukaj sprošča ogromno nekih, kot si že rekel, emocij, strasti, veliko je teh navijačev in ko se pač nekako se to skupaj postavi, pride do tega, da to je taka tudi velika kot neka droga, Dirkači so pač vsako enkrat proba to, potem veliki taki, ki se zelo težko nekako poslovijo od tega oziroma prenehajo s tem dirkanjem. To velja tako za dirkače, kot tudi mogoče mehanike, ne vem, gledalce, tudi recimo novinarje, kot sem jaz, in te pač neka taka obsesija in zaradi tega tudi nekako sem izdal v tej knjigi naslov Usodna strast, ker te pač iz te strasti to potem nastane kar nek način življenja.
Ja, normalno. Vse se mi zdi, da drugače sploh ne moreš biti toliko nad tem in koncev ti, ko sem pogledal malo, napisal knjigo, pa potoval po celem svetu, pa videl vse te dirke, se mi zdi, da taka stvar, ali si noter 100% ali pa ne moreš ne, ker se mi zdi sploh tak ekstrem, da drugače sploh ne gre. Ti si sam tudi vozil že reli, oziroma poskusil voziti reli avto? Ne, nisem, v bistvu vozil sem reli avtomobil, ampak ne v smislu na pravih dirkah, ampak samo na testiranjih. Nisem to mislil, pač da si in izkušnje s tem. To je zelo fajn, ne? Kaj ne rečem. A res, knjiga je usodna strast, zdaj si pa rekel zelo fajn. Sem se pač ob teh priložnosti zelo nekako nazaj držal, ne pa pol, nisem preveč v to padal, ne? Ker nisem začel še iskati tešne stopničko naprej, ne? Da bi šel sam probat, pač jaz to ločam, se z drugimi stvarmi ukvarjam in pač je bilo super. Imel sem, 2 leti nazaj super priložnost v ostem tovarniški dirkalnik za 4 milijona evrov, ne, pol ure je bilo. Kjer ga pa? Ford Fiesta R5, to je pač nozven skoraj kot tisti dirkalnik svetovnega prvenstva, pač super, ne, pol ure in kaj ne rečem, ne. Vedno, ko tek malo za vmes, vedno, ko čujem Ford Fiesta, se spomnim od Klemna komada. Ti bi mogel to vedeti, ko si iz Trnova. Ja, iz Trnovega, to bi mogel. Jaz sem šel v mesto s Fordom Fiesta, parkiral sem ga tam, kjer se gre iz barke ven. Odlično. To bom zarezal, to veš. A lahko je sam nekaj vprašal, naprej gremo karkoli. Zdaj sem že kle, pa me sam, to me res zanima. Tako, kot si rekel, da je Ford Fiesta pa to, ne. Zmeram te pač proizvajalci, pač šasija, mislim ne, v bistvu karoserijo nalepijo gor, da je enega street avtomobila, ne. Ampak načeloma to nima veze s tem avtomobilom, ki ga ti lahko kupaš, ne. Nič, ali tako mal. Kaj je to? Značka, to je to. Luči recimo, ne. Karoserija načeloma osnovno je kar približno isto, kakšen del se najde, no. Ampak ne, kar se tiče mehaničnih in pa teh inženirskih stvari, je pa seveda to, gre za zelo visoke tehnološke produkte in zelo drage stvari, ne. Tako da seveda notranjosti to nima nobene povezave z tem avtomobili, ki se recimo s Ford Fiesta, s katero se pač Slovenci, Slovenke vozijo, ne. Ja, zakaj sem te to vprašal, ker zmeraj je ta fama od NASCAR-ja, ne, v Ameriki je, da so to v bistvu začeli dirkati zaradi tega, ker so včasih mogli bežati pred policaji, ker so švercali viski ali nekaj scena je bila. In pa so ful navijali avtomobile, ne, in so jih vozili. In kao cela poanta NASCAR-ja, ne, ki se mi zdi, da je ista, klenemo prav, če nimam prav, ne, je pa paralelijo, da kao ti gledaš avtomobile, ki jih ti načeloma voziš, ne. Ampak se mi zdi, da se je pri obeh teh dveh športih to razvilo eno čisto svojo smer, kjer res to nima več veze s temi cestnimi avtomobili oziroma za civiliste avtomobili. Ne. Ja, še zmeraj je pa recimo razlika, primer, Formula 1, če gledaš Formula 1, zmaga, nek dirkalnik, ki ima noter motor enega proizvajalca, ampak nekako se tudi potem, mogoče kupci teže s tem poistovetijo z avtomobilom, ki ga mogoče lahko potem v ponedeljek kupijo, ne. V Reliju je večkrat veljalo, ne, da pač zmagaš v nedeljo, ne, potem pa to prenese prodajo v ponedeljek, ne, ker je v bistvu pa še zmeraj gre za zelo neposredno povezavo med dirkalnikom in pa recimo serijskim avtomobilom, vsaj v nazvena. Ne. Yeah. Recimo, že sem pa rekel, cena nekega dirkalnika, tega kasneje voza je bila 250,000 evrov, tisti VRC stane še 2x toliko, recimo 3x toliko. Ampak zakaj pa? Ne, nočem tako biti dušen, ampak veš kaj mislim, to je še zmeraj nekaj, ki se po cestah pele, ker pri formuli nekako razumem, da je v bistvu narobe obrnen avion, ne? Ja. Ja, če je res. A veš, zaradi krilc pa to, ne? Ampak cena ni realna, ne? Zdaj, če bi dal, ne vem, te sestavne dele teh dirkalnikov na en proizvodni trak po ceno njihovo vrednost, tu ne preže take številke, ne? Ampak tle zdaj je seveda ogromno razvoja, ogromno testiranj. In pač so to take visokoserijske proizvodi, kot recimo serijska Fiesta, ki jih prodajo pač, ne vem, v 100,000, ne, tukaj pa prodajo mogoče, ne vem, par 10, par 100 mogoče, ne, a veš avtomobilov in tudi zaradi tega pa to toliko dražje, ne. Pač to je neka ekskluzivna sredina, ki pač ne more tak avtomobil se vsak kupiti in to je pač,
Ne, se to ta del, če štekam. Sem tako, kam je, pač, slišal sem je veliko, vse je, no, ki štekam pa ja, da je to, ki jih je toliko malo narejenih, pa presledam za vsako stvar, imajo nek material, za katerega je še nisem slišal. Zato, da ne razpade, ne, več ali manj. Ampak, ok, pa lej, tako, zdaj pa ta proper vprašanje, ne. Kako se je sploh začel rally? Ja, rally je pač se razvil nekako postopoma, oziroma evolucijsko nekako, ne. Recimo, prve dirke so bile že v prejšnjem, oziroma pred več kot stoletji, ne. Ampak to so bile seveda s takratnimi avtomobili, predvsem nekako turistične vožnje, oziroma vožnje od točke A do točke B, ne. V nekem časovnem obdobju, imel si pač neko časovno obdobje, ko si mogel pač priti do cilja, ne. Potem pa so pač postopoma, ne, avtomobili so postajali vse bolj zanesljivi, vse hitrejši in so potem dodajali na te dolge etape tudi umestne odseke na zaprtih cestah, kjer so pač merili čas, ne. Potem so se pač vmes pojavile tudi te cestne dirke, zelo slavne v Italiji, no, Mille Miglia, Targa Florio, ki so pač dirkali po odprtih cestah. Potem pa tam recimo nekako v 60-ih, 70-ih letih se je pa ta rally razvil v tem smislu, kot ga poznamo danes, ne. To se pravi hitrostne preizkušnje, tako imenovane hitrostne preizkušnje, kjer je cesta zaprta, kjer se pač meri čas in pa potem pač umestne etape, kjer morajo pač dirkači se pripeljati do naslednjih hitrostne preizkušnje v pač odprtem prometu. Kaj misliš v odprtem prometu? Mislim, med hitrostnimi preizkušnjami se pač te dirkalniki vozijo čistko med klasičnim prometom, ne. Za njih veljajo seveda tudi pač prometna pravila in vse, ne. Tam se pač čas ne meri, ne. Čas se meri samo na hitrostnih preizkušnjah, kjer je pač cesta zaprta, vmes pa pač ni, ne, na tistih povezovalnih etapah, ne. Aha, razumem, ja. Se pravi, koliko v bistvu pol ena taka trasa je dolga, a veš, kaj mislim, recimo po formuli veš, pač dirka je 74 krogov, a pa 6 krogov, karkoli že, koliko je pri ralliju ena tekma in potem ena sezona, recimo, ne poznam teh stvari. A veš, kaj mislim, koliko je tu enih dirk, na kak način se točke seštevajo, ne vem, in tako naprej. Ja, če govorimo o svetovnem prvenstvu, je danes recimo nek standard tam enih 350 km hitrostnih preizkušenj, se pravi tistega čist neposrednega dirkanja, ne, na enem ralliju, ne. Zdaj v preteklosti je bilo to precej več, ne. Zdaj težko rečem tako z glave, koliko natančno, ampak recimo da enih 400-500 km zagotovo, ne, je bilo treba pač oddirkati v parih dneh, ne. To je nek tak obseg, ne. Ampak to je pač svetovno prvenstvo, pa imaš pa na nižjih ravneh, teh regionalnih, recimo državnih prvenstvih, je pa to pa še bistveno krajše, recimo tam 200-100 km na dirko, ne. Kak je pa sistem, točkovni sistem, recimo teh glavnih, prvo tam tek vprašal, kaj je recimo ekvivalentno Formuli 1 v ralliju? A veš, kaj mislim? Se pravi, top tekmovanje, je to svetovno prvenstvo? Svetovno prvenstvo, tako. In kako se to pravi imenuje recimo v angleščini, na kak način, recimo, ne vem, kaj je Rally World Championship ali kako drugo ime prav? V bistvu je World Rally Championship in kratica VRC, ne, to je pač nekako najbolj... Aha, VRC, to je pač tista zgornja meja oziroma najvišja raven dirkanja. Približno tako kot Formula 1, to je približno isto točkovanje, ki se pač seveda spreminja z leta v leto, ne, ampak vse načeloma gre za približno isti koncept, ne. In koliko je tu dirk v eni sezoni? 13 streljev. 13. Ja. Tudi to se pač malo spreminja, ampak je pa vseeno zdaj še to bistveno manj kot Formula 1. Ja. Si predstavljam, da je verjetno je pa ravno tako, pa če ne še bolj naporno, no, za voznika, no. Ne vem. Ja. Ta primerjava, recimo, ampak o tem lahko malo kasneje, no. Hotel sem te to vprašati, prej si že malo omenil, da rally ni dirkanje, samo dirkanje z avtomobilom, pedal to the metal, pa gremo na polno, ampak je dejansko tu zadnji res veliko več, se pravi ekipa, priprava na to, ne vem, mehaniki, menedžeri, ne vem, voznik, normalno sovoznik, kaj tu za sabo vse potegne, da na koncu nekdo zmaga na recimo te top rally dirke. Kako izgleda recimo cela priprava, pa ne mislim samo cela priprava na dan tekmovanja, ampak dejansko mesece pred samim tekmovanjem, kako to izgleda ta celotna priprava na ta top level rally? Ja, seveda začne se, ne vem, par tednov prej, ne. Recimo na eni strani mehaniki oziroma ta tehnična ekipa pripravlja dirkalnik, ne, v bistvu doma v domači delavnici oziroma pač v teh prostorih ga seveda posebno razdrejo, čistijo in pač pregledajo vsak vijak, ne. Velikokrat se pač reče tako pogovorno, da se pač nekako te temelji zmage postavijo že v domači delavnici, ne. Sprav, če ti pripelješ na dirko, dirkalnik, ki ni optimalno pripravljen, ima zelo malo možnosti za zmago, ne. Torej na eni strani imaš ta tehnični del, potem pa pač v ralliju je tako, ne.
za razliko recimo od tekmovanja na dirkališči, kot je Formula 1 ali pa kaj podobnega, ne, kjer imaš na dirkališču mogoče 10-12 ovinkov, ki si jih moraš zapomniti in je to tudi mogoče pri kakšnega simulatorja se dosti relativno hitro naučiti. Ne. Imaš pač v reliju, kot sem prej rekel, 300-400 km hitrostni preizkušenj, sicer en manjši del se tudi kaj ponavlja, ampak v bistvu vsak ovink je drug, ne. Oziroma noben ovink ni enak drugemu in vozniki imata pač seveda na voljo tako imenovan ogled proge, kjer lahko pač se seveda z serijskim avtomobilom nekaj dni pred reljem zapeljeta po vseh hitrostnih preizkušnjah in pri tem pri zelo majhnih hitrosti naredite tako imenovan radar. To so pač oznake za vsak ovink posebej, za vsako ravnico, za vsak skok, za vsako past in rekel bi, potem s tem radarjem oziroma s temi napotki potem sovoznik na pravi dirki pelje dirkača od štarta do cilja. Ne. In recimo pri teh zapiskih tukaj pač napake ne sme biti, ne, ker veš, recimo na tem nivoju potem tako, ne, če sovoznik reče potem na pravi dirki, ne, levo, ovink bo šel v levo, dirkač zavije v levo, tudi če on vidi ovink v desno. Ne. In to gre pač za popolno zaupanje. Ne. To se je tudi že dogajalo, recimo tudi na tem najvišjem nivoju, take napake, mogoče ne ta levo, desno, to je mogoče zelo skrajna primerjava, ampak recimo stopnja ovinka, ne, ko je pač sovoznik pomotoma rekel, da je ovink pač precej hiter, pa ni bil in je pač dirkač zatev ven pač na full. Ne. Tukaj gre za popolno zaupanje med voznikom in sovoznikom, ker pač v nasprotnem primeru ne more biti funkcioniranje, v nasprotnem primeru ne more biti hitra in to je pač predpogoj tega. Ne. In sprav, če na tem treningu, v tem ogledu proge naredite napako, si en ovinek, eno malenkost narobe zapišete, mogoče tudi kaj spregledate, je potem to na dirki največkrat pomeni pač napako, odstop, nesrečo. Saj izgubo časa, v najboljšem primeru. Ne. Tako da tam se začne. Ne. Sam kaj pa poveš vse, ok, levo, desno, kaj, pa je pa ta stopna, je še kaj, ali je to? Ja, to je zdaj zelo odvisno od dirkačev, načeloma gre pač levo, desno, potem stopnja ovinka, torej koliko je ovinek oster, koliko je zaprt, potem se tudi recimo pove s kakšnimi plusi, minusi, ali se ovink zapre, ali je možno iz ovinka že pospeševati, potem sledi kakšna ravnica, da se pa čim več hitrosti prenese iz ovinka ven na ravnino. Potem pa ne vem, ali se lahko malo krade ovinka, veš, malo zapeleš lahko z avtomobilom že izven ceste ven na notranji strani, malo skrajša si pot. Tako da, seveda, čim več podrobnosti, tem boljš, ne, ampak seveda ne sme biti preveč, mora biti pač to, da je lahko voznik tudi to nekako v glavi absorbira med pa tistih visokih hitrosti. Ne. Ja, se to, ne, jaz sem pač enkrat uživo videl, pač nek rally. Kje si bil živo gledal? Ne, klep pri nas so eni vozili, mislim pri nas v Sloveniji, pa sem pač to videl. To je res hiter, jaz zdaj sklepam, da te, ki so vercajo. Ja, to je še malo hitreje. Ja, da je še malo hitreje. Ampak hočem reči, da to je bolano hiter. Ne. In zdaj, če si že unadva govorita, ne, pa tam moraš šaltati, pa obračati volan. Ne. Mislim, vse voznike, po mojem, bolj kot ne tiho, samo poslušajo. Ne, se to ja, ampak veš, kaj hočem reči. Mislim, meni je bolj to fascinantno, da sploh, je sploh važno, da on vidi na cesto voznik. Realno gledam, se vem, da je, ampak načeloma, ne. A veš, če mu on sam pove, zdaj to, ne, jaz ne vem, koliko je unik 3 milisekunde, ki zašalta pa volan obrne, koliko tam res se zgodi, ne? Ali je tam noter tisk, ki so pa ta boljši, pa ta slabši. Ja, je treba videti na cesto. To je, ampak veš, kaj hoče reči. Mislim, vem, da ni tako simpel, ampak veš, tako res mi je, mislim, to je res hiter, na TV on kol ne zgleda to hiter, kot zgleda živo. Ja, to pa. Jaz relija, sicer nisem gledal sem, ko sem rekel, sem gledal formulo in to ti moram povedati, mislim, to je težko opisati. Na televiziji sploh ne dobiš niti približno feelinga, niti 10% ne dobiš tistega feelinga. Ja, jaz mislim, da sta to dva športa, ki če jih ne vidiš v živo, je dosti pointless. In to so mi vsi govorili, ko so že daj gledali pač kakršenkoli dirkalni šport v živo, so rekli, v živo čist nekaj drugega, pa sem si mislil, ja, ok, brzina je brzina, ampak ko ti dejansko vidiš vozilo, ki gre mimo tebe, ki je 1 sekundo 200 metrov na levi,
čez par sekund je pa 500 metrov na desni. Pol šele doživiš tisto pravo brzino. No. To sam meni to recimo prejeli bolj impresiven zgleda, ker tako kaj pregre, rekel, se tako pele Ford Fiesta. Zato je meni to mislim, meni v bistvu mi je bolj cool, mi je rejali zaradi tega. Se ta povezava z temi pač ta pravimi avtomobili za civiliste, ne, se mi zdi, da neko komponento, ki jo mogoče kakšen drug tak avtošport nima, ne. Saj meni, no, tako bom rekel. Sigurno, se strinjam. Mislim, jaz te gledam na to isto, ja, da je nekaj čar o tem, da so ti avti, ki jih ti prepoznaš. Pa ne, kot ti, mislim, jaz tebe pomene, Gregor ti itak, ampak mislim, dejansko, ko pogledaš rally dirko, vidiš tam, ne vem, Honda, pa vidiš, ne vem, kjer je, tako se rekel, Ford, pa mislim, take avti, ki se ti zdijo pač malo polepljeni in to je to, z nalepkami pa sponzorji, ampak... Ja. Vem, da je veliko več pri tem, ampak ja, to se mi zdi, da nekako še približa človeka bolj k temu. No? Saj, če gledam tek malo bolj z distance na vse to. Plus bi jaz dodal, ne, to, kar sta prej rekla, ne, ta doživetje dirke v živo. Ne. Še ena ta je velika recimo, razlika v reliju. Ti recimo greš na Formula 1, greš na neko dirkališče, si pač na neki tribuni, ne vem, par 10 metrov stran, lepo za ograjo, a veš, ono, ne vem, sednič v roki na lepo neki klopci, ne, na sedežu. V reliju si pa dobesedno en meter stran, ne. Ne sicer super. Vedno, ne, ampak se tudi tukaj seveda valjda gledaš na nekem varnem mestu, pa so te cone za gledalce nekako seveda poskušajo biti na nekako varni distanci, ampak vsem pa, če imaš malo sreče, lahko tudi doživiš ta rally res iz metra, pol metra oddaljenosti, ne. Recimo jaz se spomnim, ne vem, pa zdaj ne vem točno, ker rally je bil, mislim, na Finska, Poljska, ko sem pač bil na neki notranji strani enega ovinka, ne, in pač preletel en avto mimo, ne vem, zihar blizu 200 na uro počest na cesti, a veš, res pol metra od noge mim, ne, ali pa meter, ne, a veš, in polka čutiš, ne, tist piš vetra, peska in vsega skupaj, ne, to je pač to, kar ti nobena televizija nikoli ne more dati, ne. In to je pač, zato jaz sem pač vedno prav... Ne še, ja, sam okay. Tehnologija napreduje. Že čez nekaj cajta, še par 10 let. Eno letnico damo ven, pa bo, ne. Ne, ampak ne, vem, kaj misliš, Grega, no, vem, kaj misliš povedati. Kaj sem to vprašal, če? A veš, pač, jaz kolikor spremljam bolj pač prek TV ali pa na netu, kaj vidiš, pač kdo je zmagal, to še nekaj, Sebastian Loeb, pač to vem, ne, ampak, škaj zanima, ker tam je neka razlika, ne, ker tudi te vse Ford Fieste niso iste, ne, ker tam ne dirkajo, vrcajo dirkajo samo te ljudje, ki so official pač od Forda pa od Peugeota pa to, ampak ni tam tako, ne vem, se sta dva Peugeota, pa je pa en ta Peugeot, ki zmaguje, pa je pa še en model, ki tudi tekmuje, pa nikoli ne zmaga, ampak je tudi v Peugeotu, pa je drugač polepno, drugač ne znamo vprašati tega. Ja, to reč. Ne, točno štekam. Ja, seveda. Mislim, svetovno prvenstvo je odprt za vse dirkače, ne. Tukaj imaš res mogoče 5-6 profesionalcev, ne, par tistih voznikov z bogatimi sponzorji, pa ki mogoče imajo oni za sabo kakšnega šejka, kakšnega tekuna in da jim to financira. Ampak potem se v ozadju so pa spet veliko tudi privatnikov, ki pač zastavijo ogromno svojega denarja, da lahko grejo te na večje dirke na svetu pelati. In to, kar sem rekel, pač ja, mislim, Ford Fiesto imaš vsaj v enih 5 verzijah, ne, pa tudi druge avtomobile, ne da sem Ford Fiesta. Eno je pač dirkalnik VRC, ki stane, ne vem, 750 000 evrov, potem imaš drugo kategorijo, približno recimo, kot je, ne vem, v MotoGP imaš potem serijo Moto2, ne, no ta recimo druga serija, druga verzija avtomobila stane 250 000 evrov, to, kar sem jaz imel priložnost peljati 2 leta nazaj. In tako naprej potem padajo te cene, ne, ampak seveda bistveno potem ne padajo več, ne, to je tudi recimo nek dirkalnik za slovensko državno prvenstvo z pogonom na sprednji par koles stane tam 60-100 jurjev, ne. Tako da se gotovo to ni poceni šport, ne, to lahko povemo. Sigurno. Ampak pol pač na vrtcu, koliko pa je pol tega folka? A veš, ki si rekel 6, kaj to pomeni? Koliko ljudi pol to voso se skupaj? Ja, a veš, če ti to spremljaš sam, če ti to spremljaš sam tako, pač ko povejo, da nekdo je zmagal, ne, a veš, zveza ta prve dva mogoče. Koliko je tega folka pol? Ja, to je danes bistveno manj, kad je bilo nekoč, ne. Nekoč je bil tudi ta rally za svetovno prvenstvo bolj dostopen, avtomobili so bili bolj serijski in tako naprej, ne. Tudi, ne vem, vozili rally je po 100-200 avtomobilov, ne. Danes je tega bistveno manj, ne. Danes v bistvu imaš manj kot 100 avtomobilov, ali pa če rečem 50-60 avtomobilov, pač to je tak šport, ki je z leto v leto dražji, tudi nastop na takih dirkah je izredno drag, ne, in
v bistvu se kar malo teh privatnikov, malo entuzijastov lahko pač privošči take podvige, a pa mogoče grejo enkrat, dvakrat, a več pa pol pač se raj posvetijo manjšim dirkam. To množičnost je pač bolj prisotna na teh nižjih ravneh relja. Tem, ko so tam prvenstvo, so pa zelo drage dirke, tudi avtomobil precej poškoduješ na teh makadamskih reljih in pač tukaj verjetno... Valjda, ja. Koliko časa pa vprečno zdrži pol en avtomobil? Zdrži celo sezono? Kako? Prav dejansko isti avtomobil? Ali ima to recimo ekipa par identičnih avtov pač zadnji na lagerju, da rečem tako? Ne zdrži celo sezono, niti približno. Ne. Mogoče karoserija bine, ampak po vsaki dirki se pač te najbolj vitalni deli podvozja, menjalnika in tako naprej, to se pač vse mora menjati. Ne. To so... Če ne bi bili te avtomobili za odpis po kakšnih teh najtežjih makadamskih dirkah, ne, to ni. A pa so kakšna pravila, veš, kako je v formuli, koliko lahko zamene, kva lahko zamene? Isto, približno isto, imaš neke te, en motor za več reljev, pa tako naprej. No. Se tako sem sklepal, da neka varovalka mora biti v bistvu. Ne, to so pač naredili zaradi mate stroške znižali, da pač ni, ker no limits, da bi imel vsako dirko svoj motor, pa tako naprej, to so pa malo umili. Kako pa pol še proizvajalci odločijo, pač kjera avto, a veš, kjera karoserija bo gor? A to je čistko marketing fora ali je cycle? A veš, večinoma so več manj te hatchbacki, ali ne? Ja, to je v bistvu kar nekako usmeritev v bistvu FIA, oziroma mednarodne organizacije in pa po dogovoru s proizvajalci. Recimo prejšnja generacija teh dirkalnikov, teh VRC je bila še na v bistvu en dimenzijski razred večjih avtomobilov, kot recimo zdaj, ne. In to so se pač dogovorili, da zdaj naprej bomo imeli te avtomobile, ta razred avtomobilski in pač so pač zdaj iz tega. Ne. Tako da to je nekako po pravilih določeno. Ne. Včasih ni bilo tako, ne? Ne, včasih to se pač menja, veš, vsake par let pride do spremembe tehničnih pravil, pa vse javno novo, ne. Tako da... Mislim, pa se ne bi mogel Audi Quattro zgoditi. Ja, recimo, ja. Ker ti avto je bil res že za takrat kar neki. Ja, Audi Quattro je pa eno največjih revolucij zagotov spisal v rally športu in tudi splošno, 4-kolesnim pogonom. Ne, ampak prej, kaj si rekel, to sem da hodil že prvo vprašal, ker si rekel, da mora biti pogon na sprednja, ne? Ne, ni nujno, ne, ni nujno. Tisti najdražji avtomobili imajo 4x4, medtem ko večina avtomobilov, ki vozijo v relju po svetu, so pa pač pogon na sprednji par koles. To je to, samo to sem hotel reči. Sem mislil, da ne, ampak a ne bilo kle boljš v zadnji med? Jaz kar nekaj govorim zdaj, ampak me se ful bolj prav sliš, da bi a ni tako, da v zadnji lahko polorit ven vržeš lažje, kot če imaš... Ja, zlata leta relja pred 30-40 leti so bili prav s takim avtomobili z zadnjim pogonom. Žal danes proizvajalci ne delajo več takih avtomobilov serijsko, tako da danes imajo vsi serijski avtomobili skoraj pogon na sprednji par koles, zelo malo teh z pogonom na zadnji par. V teh razredih, recimo, ki prihajajo potem dirkalnike ven. Ja, si to je. Tako da to je pač s tem povezan, z avtomobilsko revolucijo, oziroma evolucijo. Vse mogoče bosta pa zdaj Benfal z enko v letu, a veš pa Mercedes A-klaso, ki sta oba dva hatchbacka, pa bo mir. Tako BMW kot Mercedes so bolj druge serije trenutno usmerili, da nemški DTM, pa to je bil ta fancy dirkanje po dirkališčih, ki jih bolj zanima. Ja, toka pa to. Po blatu in tako naprej. Ja. Mercedes se mi zdi preveč fin, da bi ga videl blatnega, ki se tam po... Ja. Imam tak feeling. Ampak ne. Ja, samo oni imajo, ta DTM je pa tudi ful popularen tam v Nemčiji načeloma. Mislim, to ljudje dejansko gledajo. Ne? Zelo. Mislim, v Nemčiji je recimo DTM bistveno bolj prepoznavan v javnosti kot recimo reči s tom prvenstvu, ker isto recimo Volkswagen je zdaj bil 2 leti nepremagan. Ne? Ampak pač Nemci večinoma poznajo Formula 1 in potem DTM. Ne? In pač to je povezano tudi z mediji, pač DTM je v Nemčiji medijsko zelo dobro podprt. In pač zelo priljubljena serija. Ne? Ja, to je svem sam zato, ker sem igral Colina McRaeja pa toko. Več ali manj samo zaradi. Ampak ne, ti si je tudi tako, v bistvu DTM je tako kot nemški NASCAR, tako sem ga jaz zmeraj videl. Ne? Spet ja, ne, res, samo pač imajo celo vinke, ne. Vsi imajo v NASCAR-ju tudi vinke, mislim, vinek, ki gre skozi. Čeprav je NASCAR, recimo v Evropi, zelo pocenjena dirkaška serija, ne, ker recimo, jaz sem imel enkrat pač priložnost to videti v živo in se tudi pač perat po valu z enim avtomobilom, sicer nisem jaz vozil, ampak sem bil pač zraven, pa nobenega nikjer ni bilo na dirkališču, ne. Pa je bilo kar zanimivo, ne, in sem si točno takrat predstavljal, če bi bilo zdaj pa tle okoli tega avtomobila še, ne vem, 50
identičnih avtomobilov, ne, bi bilo kar napeto. Ne, in pač tam gre isto za detajle, za iskanje najmanjših podrobnosti, da pač potem se tistemu valu najhitrejši. Ne, je isto. Ne. Ampak to je drug pristop do dirkanja. Ne. V Evropi imaš zelo to tehnično zakomplicirana pravila, v Ameriki pa pač simpel, enaki avtomobili, 2 ovinka in sem pač tisto, kar zmaga, tiste najboljše. Ker tam imajo tisto šablono, ki mora biti tudi upor, zračen upor mora biti na vseh isti. Ne? Tisti avtomobili dejansko za laž vsi isto izgledajo. Pa je pa eden Chevy, zato ima značko od spredaj. Več ali manj. Vsaka pride, ko se vse na tribuno razume, zakaj se gre. Ne? V Evropi je pa pač karkoli druge, je pa recimo El Mulajku pravila v reliju blazen težko razložiti. Ne? To je res, to je nikoli konca. Ful se pogosto spreminjajo, so ful zakomplicirane in to je pač en problem v reliju. Se to je te vsi evropski športi, mislim, da so. Razen fuzbala, fuzbal je pa kontra. Je pa v Ameriki najbolj komplicirana stvar v zgodovini človeštva. To smo reči, da jaz NASCAR je pa res, mi je pa tukaj, parkrat sem ga za 5 minut gledal po televiziji, pa sem rekel, to je pa najbolj monotona zdaj, pa te razumem, kaj misliš povedati, Gregor. Edino kadarkoli sem gledal NASCAR oziroma neki povezavi s tem dlje kot 1 uro je bilo po mojem, ko sem gledal kaj je avtomobili, kaj je, Strela McQueen pa tisto. To je edino, ker sem zraven tam malih gledal, drugače drugo pa ne. Ne vem, čeprav v NASCAR je pa ena voznica, a ni ful dobra. Ja, ta Danica neki. Kaj pa v reliju s tem, v reliju recimo z ženske? Ne vem, nekega razloga ni, da jih je tako malo, no. Michelle Mouton je bila ena zelo znana Francozinja, ki je bila v 80-ih enkrat skoraj svetovna prvakinja v reliju. To je bila pač edina ženska, ki je dobila v eni sezoni 3 relije za svetovno prvenstvo. Bila je tudi takrat Audijeva tovarniška voznica in res takrat je pa sem par točk zmanjka, da je bila svetovna prvakinja. Okay. Ona je pač na tem nivoju, se je vozila s temi takratnimi največjimi asi. To je tistem dokumentarcu, ko sem gledal, sem zdi, da je njo pač najverjetneje. Ja, zagotovo je bilo tudi. Prej sem omenil na začetku, a mogoče veš, kjer je film je bil to na Sloveniji, na slovenskem bilo? Ne, zdaj naslova ne vem. Mislim, bil nek BBC-ov dokumentarec, če sem mogoče. Ja, BBC-ov dokumentarcev, ja. Ja, naslova ne vem. To bom probal zbrskati, ker res tisti, ki vas mogoče vsaj malo zanima, je ful dobro, res je dobro za pogled. Mene je totalno pretegnilo in to sem hotel reči, preko si omenil te gledalce ob progi, tudi sam si bil že v tem položaju. V tem dokumentarcu pokaže tudi veliko posnetkov, ki je šlo le za las, pa nažalost tudi veliko posnetkov, nažalost, ker so se zgodile nesreče. Vse si že prej omenil, ampak vseeno jaz tega ne morem razumeti, zakaj se greš dejansko nastaviti avto, ki pripelje res iza griča, ki ga niti ne vidiš, ti preleti po luftu in tam ni en človek, tam ni dva, tam je po 100 ljudi, mislim, dobesedno so 3, 4, 5 korakov na cesti, a so to ljudje, ki v glavnem redno spremljajo dirke, ki hodijo na vse dirke, ki so toliko noter v tem, da jim to pomeni res cel life, da so pripravljeni dejansko življenje tvegati za to, da bo ujel tisti hip tega, ker prej si rekel to veliko razliko med Formula 1 pa med relijem, te gledalci in to gledati od blizu, ampak jaz tega žal ne morem razumeti, res ne. Razumem strast do športa, pa recimo kot fantasy, ali je to nogomet, ali je to košarka, ali je to Formula 1, karkoli relij, ampak da ješ dejansko toliko daleč kot navijač, ne kot en, ki tekmuje, ampak kot navijač, da tvega življenje, se mi zdi, v tem je relij res, kako bi rekel temu, unikaten. A veš? Sam se ne popravil. Ja. A ne? A je tako, Gregor? Mislim, ne poznam veliko ostalih športov, kjer bi navijači tvegali življenje, zato da so lahko del tega. No? Ja, mislim, to so bili pač tiskani primeri, ne? To, kar si omenil, to je bilo takšne dokumentarce, to je bil portugalski relij tam v 80-ih letih, to je bilo res pač noro. Ne? Pa zdaj se ne dogaja to več toliko, da bi v bistvu bili gledalci? Ne, danes je tudi strani organizatorjev je danes to bistveno bolj sankcionirano oziroma to bolj urejeno. Ne? Seveda, ogromno je dirk po svetu, ogromno je pač reljev, tudi nekako organizatorji tukaj ne morejo poskrbeti čisto 100% za varnost, ne? Ker imaš pač ogromno ovinkov in na vsakem ovinku ne moreš imeti pač, ne vem, 100 radarjev in tako naprej. In pač meni se najde, da je še rekel bi neodgovoren gledalec, pa mogoče manj pozoren, manj pozljiv, ki se pač daje tudi na kakšno nevarno mesto pojavi. Ne? Tako da verjetno ne take nesreče so nekako v osnovi težko, da bi se jih zavedno nekako izognili, ne? Ampak vsaj tega izzivanja danes seveda na tak način, kot je bilo takrat v 80-ih, ko so pač dejansko avtomobili oziroma gledalci stali na cesti in pač so dirkalniki vozili skozi ta koridor gledalcev, ne? Tega danes ni več. Ne?
takem obsegu zagotovo ne. In tudi moram reči, da ti recimo, če greš na reli, ni velikrat, da bi lahko iz te neposredne bližine, kot sem jaz prej rekel, en meter stran, nekako varno spremljal reli. Ne. Da imaš pač srečo, da mogoče stojiš na nekakšni notranji stanovinka, ker je pač varno, pa da avtomobil res mimo pripelje zelo blizu tebe, ne, ampak pač moraš tudi mogoče izbrati tako mesto, ne, in se pač seveda nekako to mora reči, ne, da se vsak najboljši redar za vsakega posameznika je on sam, ne, pač najbolj mora on sam zase poskrbeti, potem šele pač prije ta uradna varnost. Jaz, če bom šel gledati reli, me boste najli tam na vrha griča, tam gledam dol. Najdel sem, kako se imenuje dokumentalce, imenuje se reli in potem podnaslov Leta smrti, se pravi zelo prikupen naslov. Ampak ni bil dokumentar samo o tem, ampak je bilo pa veliko o tem, ravno v teh letih, ko se govorilo, 700, 800, veliko nesreče, veliko tega in je, ne zato, da bi zdaj govorili, kako je slab reli kot šport in kako se odmaka od njega, ampak lih so probali tudi razložiti to, kar probaš ti razložiti, to strast pa to ljubezen tega športa. No. Ker jaz sem imel pa recimo naslov poglavja v tem obdobju v knjigi, je bil pa Koridor smrti, ne? Tako da je bilo nekak isti kontekst očitno. Pa vsi te športi so bili tako, takrat tako je bilo zelo na hoj ladri vse skupne, se tudi Formula 1, če gledaš, ne? Tudi Formula, 80, to je bilo to so bili norci, pač realno gledam. Tudi Formula sem gledal, pred časom, lih v tem istem času, ker me je toliko pretegnilo ta dokumentarci o te hitrosti pa o tem, in je bilo, tako si rekel, podobno. Mislim, eno za drugo, nekaj je bilo v enem vikendu, kako je bilo en vikend ali 2 delkrat zapora, da so bili kar po par mrtvih, pa take, mislim, tekmovalcev, ne, voznikov. Vse je to, ker so pač imeli neke avtomobile, pa pojmo hiter, ne. Pa gremo, pa ni bilo še toliko omejitev, veš, sam da gre čim hitrejš, ma pozabi varnost, jebeš varnost je bilo, veš, gremo še hitrejš, mislim. Pač takrat je tudi, veš, to presnetlo, ta razvoj in popularnosti in tehnike, tudi presnetlo vse te odgovorne organizacije in tako naprej, ne. Tudi v redu je bilo isto, ne, takrat pač vsi so se pač požvižgali na to varnost. Ampak kar naenkrat so pač začeli proizvajalci delati take dirkalnike, ki so pač supnili ljudi, jih ful privabili in takrat je pač po popularnosti reli tudi, ne vem, ogrozil Formula 1 in tako dalje. Ne. In pač to je bil taka masa ljudi, ki je prišla na te dirke in še skupaj z nekim tem portugalskim pa tem južnim temperamentom, ne, in pač je bil potem taka mešanca, ne, za take nesreče. Ne. Katere države pa so najbolj v tem, kateri državah je reli najbolj popularen? Ja. In kje je Slovenija tu recimo tekno, ajde. Kje pa recimo, ne vem, Formula 1 se ve, v katerih državah je bolj, v katerih državah Formula 1 sploh ne poznajo. NASCAR, veš, recimo, ne vem, Amerika in tak naprej. In pa je konc. Ja, tako. Kaj si rekel, DTV, DTM, kaj je v Nemčiji tisto? DTM, Deutsche Touring. Ja, kaj pa reli recimo, kje pa se reli tu? Ja, reli recimo, v Sloveniji ni nacionalni šport, ne. Bil je recimo, ne vem, v reli je bil v Sloveniji tam 80 leta, ko je bil razvoj relija Saturnus, recimo obisk gledalcev je bil višji kot recimo skokov v planici, ne, kar si je pač danes težko predstavljati, ne. Ampak takrat je bilo to popularno v Sloveniji, pa je to pač padlo, ne. Zdaj se to ne merilo, pa ne vem, recimo Finska je taka država, kjer je avtošport v vseh oblikah nek nacionalni šport, ne, od Formule 1 do relija. Imajo pač ogromno zanimivih cest, imajo ogromno uspešnih dirkačev v zgodovini, pa pač, ne vem, mislim, da je kar dosti klasično, ne vem, Nemčija, Anglija, Francija, so zelo uspešni posamezniki tam prihajali. Potem imaš pa na drugi strani pa recimo, ne vem, južnoameriške države, ne, tudi recimo zdaj, če si daj pogledal kakšno reportažo z relija Dakar, ne, koliko ljudi to spremlja, s kakšnim zanosom ti ljudje to gledajo, ne, to je pač neponovljivo, ne, tudi zdaj pač meni je bil vedno en najljubših reljev, ki sem ga pač imel priložnost tudi uživo spremljati oziroma obiskati, je bila dirka v Argentini. Ne. Ravno zaradi tega, pač, ker dol je pač res milijon gledalcev ob hitrostnih preizkušnjah, ampak ti ljudje niso navijali samo za unga ta prvega, ne, za svetovnega prvaka, ki je bil dejansko najboljši, ampak so z enako vnemo navijali od prvega do zadnjega, ne, za, ne vem, takrat Loeba, svetovnega prvaka, kot recimo tudi, ne vem, Slovenca, takrat Andreja Rep je vozil v Argentini, na isti način, ne. Oni so bili pač čist noter, so padli in pravim transu to spremljali. Tako da težko je zdaj reči, da veš, kjera država je tle najbolj, ne, ampak zagotovo ta neko bi zanos ljudi je bil dol res neponovljiv. No, pa kjera država izstopa potem, koliko je dala recimo vrhunskih voznikov relija? Ali je tudi razporejeno, tako se je omenil zdaj? Finci, nemogoče, da ne Finci. Res, Finci? Ja, Finci so tukaj. Jaz bi rekel, kakaj Angleži prej smisel, da bi rekel Angleži. Kje? Vatanen and Company, stari. Teh Fincov je bilo to, da je, ja, itak.
To pa še je svet res. Zdaj ful zgleda, da so vsi Francozi zadnjih par let, ampak načeloma. Ja, zdaj, ampak sta samo dva Francoza, ki sta nepremagana že 11 let. Ja, se to. Ampak ja, to pa Finci pa, ja, kar forever. Čeprav zdaj oni malo zgubljajo ta primat. Oni so bili pač v preteklosti zelo uspešni v mestu velik teh različnih svetovnih prvakov. Zdaj so pa malo zgubili, njih ni. Čakamo zdaj nekaj novega Finca, ki bi prišel. Pa prej si Dakar omenil, ne? Pa to, koliko je to res rejli v temu, a veš, koliko je VRC rejli? Ja, te ni primerjava, ne? Mislim, Dakar je recimo blizu tistemu reliju, klasičnemu reliju, ki je bil recimo pred 30 leti, ne? A to je dober. Ja, to je dober, ne? Mene je to všeč, ne? Klasični relij pred 30 leti je bil to, ne? Je bila avantura, bili so pač izredno dolge dirke, poanta ni bila samo hitrost, ampak tudi pač vzdržljivost, taktika in to recimo je danes Dakar, ne? Medtem ko recimo danes VRC pa pač skoraj že sprintersko dirkanje, ne? Ti najboljši, to toliko mehne razlike, da pač grejo od prvega do zadnjega kilometra, pač gas do konca, kar upajo, ne? Enostavno, če tiskaj taktizira, nima možnosti, da zmaga danes res za svetovno prvenstvo. Ja, tako je že na knap, kaj mislim. Ja, tle res, na vrhu 2-3 so pač na takem nivoju, da v bistvu res pač morajo pelati, kar upajo in pač daj se to cena ne izide ta matematika. Okay, ja. Okay, kaj pa to zgodilo že pravi, ker smo pač o vozniku pa o sovozniku govorili, ne? Pa res smo, da morata biti tako igrana ekipa, okay, to mi je jasno. Kaj pa pol tako pač dober voznik pa slab voznik? Kaj sploh, tako kot si rekel, če to čiže šprinterska preizkušnja, ne? Da se lovijo pač res na stotinke, ne? Ja. Mislim, kaj jih pol loč? Pa res smo, da imajo avtomobile vsak po najboljših možnih zmožnostih. A veš, ker zmeraj je ta formula, zmeraj to sedaj so to samo še piloti, roboti vse delajo, ne? Tega ni tok, ne? Čeprav štekam. Ja, v bistvu predvsem manj zagotovo, ne? Tudi v reliju sicer je bilo v preteklosti veliko več elektronike, kot je danes, ne? Tukaj je potem FIA kar prepovedala predvsem teh elektronskih pomagal in danes je seveda te avtomobile teže peljati kot mogoče pred parimi leti, ne? Zdaj pa kaj naredi razliko? Ja, mislim, tisti, ki naredi manj napak, ne? Tudi, ne vem, svetovni prvak, ki je bil recimo lani, predlani, kadarkoli, nobenega relija ni odpeljal 100% idealno, ne? To pač ni možno. In zdaj, če pač, ne vem, če si cilj hitrejši, ne vem, mogoče tisočinko na kilometr, to na koncu pol prinese, ne vem, mogoče par sekund razlike na koncu relija, ne? Kot da sem ta konstanta, do je tudi psihološko dosti trden, da ne dela napak, da stane res zbran 100%. Se koncentracija mora biti nerealna, ne? Mislim. Ja, popolno, ne? Tukaj pač, to so visoke hitrosti, v bistvu tle ni nobenih izletnih con največkrat. Ja, se to, ja. Ja. To so... Nekaj to je meni zmerno fascinantno, polka Top Gear gledaš, pa prije kakšno recimo iz Formule 1 ali pa iz Rallija, pa vozun, veš, kaj imajo stari narisani, pa pravi stkar, ne? Pa se pravi, da imajo cajt čakati. A je škoda, da jim gre prepočasne. Ja. Kar jaz si ne znam predstavljati, iskren. Tako, tu če daš nekaj, sem imel unega Suzuki 100 let, še na vajterskega. Ampak ti zgre lahko, ne vem, 120 na uro v vink. Ampak to so profesionalci, veš, to so pač te dirkači, ki sedijo v dirkalniku skoraj vsak dan, ne? Če ni dirka, je testiranje in so pač tudi tega navajeni, ne? Te vožnje na polno, na teh recimo 99,5%. Ker to je pač tudi recimo ena ključna stvar v reliju. Ti bi se mogel pelati idealno čim dlje 99,5% hitro, ne pa 100,5%, tisto pa že preveč, ne? Tiste pa potem pa že pač pomeni, da ne boš končal dirke. Ja. Ker pač tiste pa ne konča, pa ni nikoli zmagovalc. Torej, nič ti ne pomaga, če si, ne vem, par hitrostnih preizkušenj, najhitrejši, pa če zmeri moš končati. Ne. To je glavni cilj. Ne. Ja, pa se to tudi malo drži, pač ta napredek, ne, nazaj sklepam, da avtomobile še zmeraj delajo, da morajo zdržati. Ne, pa tako, kot sem prej rekel, če mora ena mašina več relijo zdržati, ne, da ni šlo že v uno, tako kot se je pri formuli zgodilo par let nazaj, ki so bile potrošna roba praktično vsak avto. Ja, sigurno. To so dirkalniki, ki so pač narejeni, da zdržijo celo dirko. Ja, jaz bi se za sekundu še malo nazaj vrnil prej, ko smo govorili o sovozniku. In me sem to zanima, na kateri točki se tisti sovoznik odloči, da on ne bo imel kariere kot voznik in gre
v kariero kot sovoznik, ker se mi zdi, da to moraš imeti neverjetno strašansko zaupanje v tistega, ki vozi. No. Mislim, v bistvu ti je njegovo življenje praktično dobesedno skozi v njegovih rokah. Ali ne? Pa noben te ne pozna. Pa noben te ne pozna. Meni je všeč, da sta oba dva priimka v zadnji, na to zadnji šipi. Noben ne šmirkal onega drugega, da ne smisli, who the fuck je to. Ampak ne res, pa mislim, ego moraš poželeti ful, ne, in biti pripravljen v bistvu res dati vse za to, da je potem v drugi car, ti si pač tam. Kao, no, čeprav vlogo imaš veliko in tudi verjamem, da voznik ima neverjetno neizmerno spoštovanje do tebe. Ampak na kateri točki nekdo postane sovoznik? Ker se mi zdi, da jaz ne poznam, ampak imam feeling, da tisti, ki je sovoznik, je verjetno nekaj časa bil voznik, pa mogoče to ni šlo najboljše preko klinc, bom pa sovoznik. Ali ne? Mislim, da so to zelo redki primeri. So kar ponovadi tisti, ki je sovoznik, je tako začel. Okay. Zaradi vseh teh stvari, ki si jih prej omenil, ravno zaradi teh stvari so meni bili zveni sovozniki blazne face, ne, in so mi zelo všeč, ne, bolj kot vozniki. Ne. In tudi recimo večkrat sem se velikrat raje pogovarjal pa delal kakšne intervjuje s sovozniki kot pa vozniki, ne, zato ker imajo veliko bolj ta kompleksen pogled na šport, poznajo več stvari. Ne. Zdaj, najprej to zaupanje življenja. Ne. Isto je, ne. V bistvu voznik zaupa sovozniku in sovoznik zaupa vozniku svoje življenje. Ne. Ker tudi recimo, če sovoznik naredi napako pri 200 na uro in reče levo in namesto desno, ne, to pomeni, da boste šla pač z 200 na uro med spreke in pol, tam se lahko zgodi marsikaj. Ne. In na drugi strani pač seveda sovoznik oziroma voznik pač mora biti toliko zanesljiv, mora dajati to zaupanje, predvsem pač mora poslušati sovoznika, da mu vse potem ta lahko zaupa. Ne. In tako da zdaj ne vem, na kateri točki se to zgodi. Ja, se to na pol v šali vprašaj. Ampak ok, štekam. Ampak recimo sovoznik mora poznati tudi vsa ta pravila, mora biti tudi na nek način psiholog za voznika, da ga zna miriti, da ga zna daj malo spodbuditi, da ne pere malo hitreje, da ga tudi mora znati malo miriti. To se tudi recimo da narediti s tem, da malo počasneje bere te zapiske, ne, in se tudi recimo ritem vožnje malo umiri. Ne. Tako da ti sovozniki so bili ponovadi zelo cenjeni, ti najboljši, ti najbolj izkušeni in ravno zaradi tega so bili pač meni vedno tako zelo pri srcu, ne, zaradi tega zelo kompleksnega poznavanja in obvladovanja športa. Okay. A pa je recimo vozniki večkrat menjajo te sovoznike ali dlje časa ostajajo skupaj, se pravi naredijo celo kariero skupaj kot tandem? Ja, tudi to se dogaja, ne, to, mislim, čisto različno. Eni so bili recimo tudi po 300-400 dirk za svetovno prvenstvo skupaj, brez da bi menjali sovoznika, na drugi strani pa tudi kakšni mogoče večkrat menjajo. Ne. Ampak mislim, po moje je boljšno, da si pač nekako z istim sovoznikom, saj pač dokaj ti ne gre več, ne vem, da ti gre na živce, pa verjetno tako sodelovanje ni več možno, ker moraš vedeti, da nista skupaj v avto samo na dirke, ampak tudi že prej na tistem popisu par dni, ne, in tako naprej, ker veliko tega druženja avtomobilov, ne. Ja. Je kot nekak druga žena, ne. Se to? Ja, se to mora biti zajeban odnos, ne, mislim, načelno. Ja. Pač mora biti kompatibilna, ne. In... Si predstavljam, da dosti izga, ko en zamenja, pa gre k drugemu vozniku, pa poleče, stari, zunim sem bil 2 leti, znoro sem skoraj z njim. A pa 10 let, ko nek star poročen par, no. Ker tega ni v ostalih športih dirkalnih, ne. V bistvu se sami, mislim, si sam, ne. To je v bistvu, ali se motim, da je reli predvsej drugačno o tem, da imaš sovoznika. No. Sploh še govorimo o teh, ne vem, Formula 1, pa recimo potem moto, pa tako naprej. Ja. Sovoznik je velikanska razlika, pač, ker nisi sam. Po drugi strani pa za razliko od dirkališča v Reliju ni tega dvoboja na dirkališču en po drugemu. Ne. Tukaj še zmeri vsak tekmuje najprej samo proti uri. Ne. Ni neposrednega kontakta na hitrostni preizkušnji med obema avtomobiloma, med konkurenti, zato ker pač štartajo v nekih minutnih razmakih, ne. Vsak pelje pač svojo dirko in še pač na koncu pol časi se štejejo. Ne. Zaradi tega tudi recimo v Reliju ne boš videl teh pripetljajev, kot imaš v Formuli 1, teh, ne vem, da bi si pač dirkači med sabo nagajali, pa da bi bili neke zamerja, pa neke afere. V Reliju je pač vse se vrti okoli neke kolegijalnosti, sopomoči, pač velja neko splošno pravilo, ne. Če boš pomagal ti tekmecu, danes ti bo on jutri mogoče vrnil uslugo. Ne. In se pač to redno dogaja, da ne vem, ekipe eni drugi posojajo, ne vem, gume, nadomestne dele, izkušnje, informacije in tako naprej. Ne. Tako da tega skrivanja tukaj ni in to je zelo taka, rekel bi, taka zdrava sredina. No. Je pa na ekipo samo en avto, ne?
Ni kot Formula 1, ko imata dva voznika, a veš kaj mislim, ko sta dva avtomobila, pa sta, ali tudi... Ne, isto, recimo tovarniške ekipe imajo danes tudi isto po dva dirkalnika. Aha, okay. Ja, isto. Ja, sem klej, itak je vsejen, zato, ker če voziš na cajt, ko pa bo ni unik, spusti ga naprej, zato bo pike pobral. Pač, tizga ni, ne, tizga direktnega ni. Ja. Zdaj ga pa zaprl, da ga ni mogel prihiteti, pa tako, ne. To je to, ki ni možno. Hotel sem na tvojo knjigo malo prešaltati. Kdaj, pred časom je zdaj šla, zelo pred kratkim se mi zdi, ne? Zdaj že kar 2 leti. Aj že, sem mislil, da je bilo malo časa. Pa mogoče beseda 2 o tej knjigi, no, kaj vse si povzel v tej knjigi, s kom si vse imel možnost govoriti, se mi zdi, da je kar nekaj znanih imen, noter zraven in tako naprej. Pa nasplošno, da je malo predstaviš, no, ker me zanima, da bi konec koncev seveda res veseljen to prebral in zvedel kaj več o reliju. Pa ne vem niti koliko takih knjig v Sloveniji nasploh, mogoče malo primerjali s tema, je to v bistvu bolj prva taka slovenska domača knjiga na to temo. Je bila kar prva, ja. Sicer jaz sem potem izdal še eno v smislu bolj zgodovinski pregled slovenskega avtošporta, 100 let avtomobilskega športa v Sloveniji, ampak to je bila pač ta moja, je bila vsem ta prva, ne, usodna strast. Zdaj, v bistvu, smisel knjige oziroma napisanje je bilo zelo tako malo bolj poljudno. No. Torej, jaz sem si vse želel, da bi knjigo prebrali predvsem čim več ljudi, ki jih mogoče ga poznajo tako recimo kot že. Ne. Tako da, v bistvu že neki dirki pa malo poznajo, ne. Ampak jih vsem to zanimajo bolj te podrobnosti. Ne. Pisal sem nekako tako o svetovnem prvenstvu, o tej ravni najvišji, kot recimo o slovenskem prvenstvu. Ne. Ker recimo ena od teh rdečih niti je bila ravno ta, ne, da v nekem bistvu se pač dirkači ne razlikujejo, ne, ali gre za profesionalca ali pa za enega zanesenjaka, ki pri nas dirka z Jugotom. Ne. Jugot je legendarni, res. Ja. Isto recimo en Sebastian Loeb, ki je šel na prvi reliju v življenju, ni šel na njega zato, da mu pač nekoč postavil svetovni prvak v reliju, šel je zato, ker pač mu je bila to blazna velika želja, to mi je bil pač velik izziv, strast, da bi on to počel in potem se je pač to razvijal. Ne. Na tej svoji prvi dirki je bil Sebastian Loeb isti kot recimo en slovenski dirkač, ki da, ne vem, 3/4 svoje plače, da lahko gre potem pelati na dirko. Ne. In poskušal sem pač čim več teh usporednic pelati, predstavljati te stvari in pa tudi to kompleksnost, ne. Torej, kaj vse vpliva na nek uspeh. Isto to, pač, ko smo že prej govorili o vozniških kvalitetah, sovoznikih, o team managerjih, tudi o ženskah, o psihologiji in tako naprej. No. Torej, nekako poskušal sem prav ta nekako kompleksnost tega avtošporta v reliju nekako združiti v eno knjigo. No. In je bilo kar uspešno. Ja. Usodna strast. Ja, okay, pa zdaj, ker smo non-stop že Slovenijo omenjali, ne, pa te nižje nivoje. Ne. Kaj je v Sloveniji reli? Kakšna je scena pri nas? Kaj to zdaj pomeni? Pač prej si rekel, da je to več planica, fair enough, ker nisem planica, ne. Ampak kaj se zdaj v Sloveniji dogaja? No, Saturn se sicer še vedno obstaja, ampak ni pač to tak nacionalni dogodek, kot je bil, ne vem, pred leta 85, ne, ko je prevabil 180,000 gledalcev, ne. To je danes še zmeri za neko športno prireditev v Sloveniji kar velika številka. Nekako se da to, kako strelja in pa množica, to vedno pač mal pada, mal se uspenja. Še vedno pač imamo kar veliko dirkačev v primerjavi z marsikatero bolj razvito evropsko državo. Še vedno pač imamo tudi v Sloveniji na dirkah po 50-60 recimo posadk. In to so pač predvsem večinoma zanesenjaki, pač posamezniki, ki pač veliko z tega svojega časa in denarja vlagajo v to, da lahko nastopajo na reljih. Leto imamo, po 5, 6, tudi 7 dirk v Sloveniji, reljev, ne. In tako da nekako ta scena živi, ne. Vedno se pač pojavijo, neki fantov odide, vedno se pojavijo novi zanesenjaki, novi mladi fanti, ki pač prihajajo in ki pač potem vlagajo v to in nastopajo. Tako da pač ta scena živi. Tudi organizatorji je kar velik, glede na gospodarsko stanje v Sloveniji, tako da čeprav položaj zagotovo ni rožnat, ker je pač tudi, zelo malo pokroviteljev, nekih večjih pokroviteljev, je še vedno pač tega zanosa in te zagnanosti toliko, da redi kar še fajn funkcionira. A ni bilo v Kopru neki dirke še včasih, ali so še? A ni bilo neki redi v Kopru včasih? Ja, tudi je bil, ja, mislim, da 2, 3 pol. Vedno, ko sem se vrnil po sezoni, ker res pač spodaj na obali živim, je vedno folk jamro, pa pismo spet je bil ta redi. Čuk se to čuje.
Že je to glasno. Ja. To je tudi velika, to je bil problem, ne vem, ali organizatorjev, ali lokalnih oblasti, ne, veš, v tujini se veliko bolj povežejo tudi s temi domačini, pa znajo pol in predstaviti, kakšne koristi od tega, da dirka tam poteka, ne. Tako da, zdaj, če mogoče ta komunikacija ni v redu, pa potem velika tudi pridejo kakšne take težave, čeprav kakšen tak se vedno pojavi, ker mu to ni všeč, ne. Normalno. To smo doprašali. A se meni zdi, ali so idrci v Sloveniji res najboljši vozniki relija? Zato, ker se mi zdi, da kadarkoli posluša kak intervju s kakšnim voznikom relija, pa jedrsko, tam si šel v livo, pa si šel pa v desno, reče. A je to zaradi tistih ovinkov do Idrije, da imajo pač v genih to, da so tako dobri vozniki, ali se to res mi zdi, da so idrci oziroma iz tistih koncev res najboljši vozniki v Sloveniji? Jaz ti lahko z prve roke povem, ker tudi jaz prihajam iz Idrije. Ja, okay. Da v Idriji zagotovo niso samo hitri vozniki na cestah, ne. To tam največ ogromno počasnih in jih zmeri, pač ne bom povedal, kaj govorim o njih, ne vem, mislim, predvsem po eni strani tradicija, po drugi strani pač ne vem, to so veliko smo o tem razglabljali, pa zakaj veliko dirkačev iz Idrije bilo, ne. Enostavno pač se mogoče stvari malo poklople, ne, in bil je, ne vem, tam v začetku 90-ih, recimo Darko Peljhan, ki je bil zelo uspešen voznik v tem slovenskem okviru, in je potem pač navdušil veliko teh sokrajanov, someščanov, in da so pa začeli isto vlagati v ta šport, in pač ta množica se je obdržala tudi do danes, ne, in tudi danes imamo pač recimo prvi in drugi v državnem prvenstvu prihajata iz Idrije, mislim, tudi lansko leto je bilo po moje isto. Tako da, Humar, zagotovo, Humar, tako, Alex Humar, ja. Pa, čak malo, pa on drugi, ki se ga nikoli omeni, je pa sovoznik. To moramo, ja. Ja. Florian Rus je pa sovoznik. Ja, to je treba reči, da moramo, big up pa to. Okay. To sem še prej povedati pri sovoznikih. Ne. Sovoznike se vedno takrat omeni, ko gre kaj narobe. Ko pride do napake, do nesreče, je vedno sovoznik. Ja, drugače pa ja. Ja, zmaga pa pač voznik, ne, to pa jasno. To me še zanima, kako gledaš ti na to, pa ne mislim sam za reli, ampak gledam to, da ti se res poznaš avtomobile, pa na splošno, kako vidim, tudi sam spremljaš dost, bom rekel, kako bi temu everyday avtomobile, se pravi, a veš, ne samo za reli, ampak dejansko tudi vidim, da nema, testiraš avte ali kako. Ja, jaz sem pač avtomobilski novinar že 10 let oziroma več. Kako gledaš ti na to spremembo, na te spremembe, ko so v bistvu avtomobili sami vedno bolj res elektronski postaje? Jaz sem imel pred par meseci možnost, ko smo bili z ekipo na enem potovanju, sprobati v sklopu pač nekaj turnirja, so imeli te sponzorske avte in je bil ta Tesla, a veš, tisti model, ko bolj športno zgleda, kako se že imenuje, S ali kaj že. Ja, S. Ja. In sem se vozil v njem, sem se vozil v njem. Jaz moram reči, da to je bil pa najbolj, za mene vsaj, najbolj cool feeling ever, res. Vozil si se v avtu in sploh ne čutiš, da se premikaš, a veš. Tok tiho, tok mirno, sploh ker ni mašine, a veš. Udobno sicer ne najbolj, za dvometraša za mene, ne bi se nič pritoževal, če je bilo malo več placa, pa sedeži so bili malo trdi, se mi zdi, bilo malo tek res tek bolj športno narejeno, ampak tisti digitalni monitor na sredini avta gor na amaturi, ja, in v bistvu brez, mislim, ne čuješ avtomobila, to mi se je bilo najbolj fascinantno. Smo šli, avto potegne full, ne vem, koliko je pospeško pa vsega tega, kar se niti ne spoznal na to, ampak a si sprobal, ti si imel možnost voziti Teslo mogoče? Ja, sicer en krajši test imel Tesla, ja, pač to je sigurno en najbolj vročih avtomobilov, pač električni motor, močan električni motor in pač vse te zakonitosti, ki prihajajo z električnimi motorji, ne, to je ta zelo hiter pospešek, hiter navor, ki ga dobiš, ki ga pač noben bencinski in dizelski motor ne more dati. Ne. Ja, vse to, ja. Tako da, jaz sem velik privrženec električnih avtomobilov, ker pač sicer imajo danes še te omejitve in tako naprej, ampak mislim, da dolgoročno upam pač, da bo prišlo do tega, da bomo vsi vozili take avte. Ja. Ker tudi iz tega, veš, danes obstaja ta neka rekel bi, gledane, ja pa vse je fajn, če avtor potane, pa veš, V8 ameriški motorje, ne, to je super, ne. Ma svoj čar, ne, ja. Lej, se bomo pač pozabili mogoče na te zvoke, ampak pa sem vozne lastnosti so pa pri električnih avtomobilih res super, ne. Tako da, sploh pri teh manj močnejših, ne. Ja, sam dokler baterije ne spedenajo. Ja. Ampak sem še to, kar se pa tiče te samodejnosti vožnje, ne. Jaz sem bil pa, recimo, sem delal reportažo, nov Mercedes-Benz razred S, ne. To je pa danes v bistvu avtomobil,
ki je nekako serijski in ki pa ti daje najbližji približek tega, da avto sam pelje. Jaz sem se pač peljal recimo iz Vrhnike do Ljubljane po avtocesti, s tem, da je avto pač sam pospeševal z oviro in tudi volan pač levo desno vrtel. Ne. A da nekaj? Jaz sem imel res samo par popravkov vmes, ko pač je avto malo zgubil to orientacijo, ampak načeloma pa avto je peljal sam. In to je pač nek prikaz, kaj že danes mogoče tehnika omogoča. Kater avto je bil to, prosti, nisem slišal? Mercedes-Benz razred S, to je pač... In je imel prav že to novo tehnologijo, ker tem sem sam bral, nisem vedel, da to dejansko že može tudi to pri nas testirati. V bistvu to je še zmeri asistenčni sistem, ki pač skrbi za to, da avto nekako pomaga k temu, da voznik ne zapelje iz voznega prostora. To se še zmeri ne imenuje sistem samodejne vožnje, ne? Ampak to pač je kaže potencial, kaže neke zametke tega, kar bomo verjetno čez recimo 20-30 let videli na cestah, ne? Torej avtomobile, ki bodo peljali na mesto voznika. Vsaj po avtocestah. Preko si omenil te zvoke, jaz sem jih pred časom, pa sorry, da spet formulo omenjam, ampak sem videl en ful dober video, ko je v bistvu tisti stari, kaj so bili V12 ali kaj motori, pa zdaj primerjal s temi hibridnimi, ki jih imajo, ne? Ja. Ful razlika v zvoku. In tudi vem, da navijači ful penijo in hočejo nazaj tisti zvok, ta pravi, veš. In enim res to ogromno pomeni, ampak jaz tudi recimo bi bil takoj pripravljen zamenjati to za tisto dobe, ko sem ga doživel za Tesla, tisto tišino pa mirnost, ker v bistvu res prav relaksirate, veš, ko si prav sprostite taka vožnja. In koliko daleč že v Sloveniji, recimo se že vidijo te avto in ceste, vem, da niso najbolj poceni, to so zdaj zelo težko tudi finančno dosegljivi avtomobili, a ne niso toliko avti, ki bi jih dobil za dosti poceni. Se mi zdi, da v Evropi se gibljajo cene, ne popravimo, okolo 70-80 jurjev sigurno, ne, če ne več. Ja, tam kar največ ima čez do 80. Tako, ja, v Sloveniji je okoli 20 Tesla S že se vozi po cestah. Kaj je pa recimo z napajanjem pol tega? A že več postaje ali moraš kak imeti svojo? Kako? A veš, ker mislim, kaj če ti super cool avto, ki je elektronski, če v bistvu ti greš iz Kopra do Ljubljane pa nazaj, pa pol ti nekje tam pri Postojni Cerkne avto, a veš? Mislim, te zmanjka baterije, ne? Ja, to je mal problem, ne, seveda, sigurno ta infrastruktura. Zdaj, recimo, Tesla je postavila v Ljubljani 6 hitrih prav svojih polnilnic, ne. 6 različnih po Ljubljani ali 6 na enem mestu? Ne, na enem mestu. Okay, se pravi, od 20 6 lahko naenkrat tam tanka, to je ful. Ja, sem Tesla na to foro, da svoje delajo, ne. A veš, to je tako, kaj Apple, ki ima svoj otič za unle, ne, a veš. Prav svoje, ne. Ja, ok. Je pa tako pri električnih avtomobilih, da v bistvu tako, ko imaš danes, ne vem, pametni telefon, ko moraš vedeti, da če greš na neko pot, če greš na teren nekaj delati, ga moraš nafilati, baterijo, ker če ti bo pač zmanjka baterije na zunanjem, ne vem, mrazu, karkoli, danes pač telefoni ne zdržijo več kaj en dan baterija, ne. Ja. In tako se pač tudi, da veš, pri avtomobilu se boš pač mogel te navade, boš pač bil v tem, da ga boš filal, kjer boš ostal in... Ja, se pravi, te probleme, kot teh postaj še ni zaenkrat toliko, ne, da boš res v bistvu naprej si izračunati, ni kot črpalka, ko rečeš, sej tamle itak je 14 ur odprta pumpa, bom že šel tankat, ne, tu moraš dejansko naprej si splanirati cel dan, da veš, v bistvu ne cel dan, no, se naredi prek 400 km naredi, ne, 450, tako. Ja, tako. Kar ni malo, no. Ja, težko je to danes imeti, recimo, za prvi avto, pa da samo to vozil, ne. Recimo, za tako, če pa živiš tudi nekje blizu Ljubljane, pa tudi te manjši električni avti lahko če zadostujejo, recimo, da ga mogoče vsak drugi dan nafilaš. Ja. Doma. Ne, zato je sam pri nas res, ne. Ja, smo mejni. Še je to, kar različno. To sam pri nas funkcionira. Isto, ne vem, tudi recimo v tujini, pa teh velikih metropolah, isto pač ne vem možnost, če imaš, ne vem, par mogoče manj kot 100 km do službe, se vseeno, tudi električni avto opcija. Ne. No ja, se nič ne rečem, sam ne, jaz ful več upov polagam v vodik, ker pač, ne vem, te baterije. Jaz pa mislim, da bi mogli iti enkrat, tehnologija je tako dobra, da predvsem te baterije so problem. Tudi recimo ne štekam najbolj, če zdaj ne govorimo o elektroniki nasplošno, pismo 2014 je pa to, ko se vlaga energijo, a res ne morajo preko semena mobitele, Gregor, a res ne morajo recimo zrihtati baterije, da bi držala en tedna, pa da bi se vse hitreje filali. Zakaj ne? Zakaj ne moraš nafilati na teh tvojih Androidih, Anže, pa na teh super hudih iPhonih baterijo, zakaj ne moram nafilati v 5 minutah? Zakaj treba 1 uro čakati, a pa 2? Pa saj zdaj imaš te, ki jih filaš, ne vem. A pa 10 sekund, zakaj ga ne mogo preklopiti, pa biti, mislim, kdaj bomo to imeli? Fizika, Boki, ko bo Interstellar možen takrat. Ja, takrat, ok. Letnico hočem, letnico. Zdaj ti lahko rečem, 2075, je važno. Takrat bom jaz že še. Točno to. Okay. Koliko pa Blackberry zdrži baterija, Boki, to ne mogo praviš.
Vrhunsko. En teden z lahkoto. Ja, Džano. Ste bi vprašal, kaj še ga drugega, pa benga ne poznamo. Ker nimam dve aplikacije, nič, pa že drži. Ja, se točno to je. Pa črno-bel zaslan praktično. Ja, lej, da bom pošten, imam iPhone, ker smo ga pač dobil, sem že omenil, se mi zdi in mi je res dober, no, všeč mi je, kul je. Tako da Anže ve, ko se z njim pišem, pa to, da zdaj me težko dobiš na Blackberryja, ne Anže. To je res, to je res. Čeprav maile, pa karakoli je malo daljšega, pa vseeno rajš upravim Blackberry, ker enostavno ti se Saj boš tipkovnica- počas obupal. Ja. Počas boš obupal, to vsi vemo. Ja. Evo, on that note, Ja. Gregor, ful hvala, no, ful hvala. za ta pogovor. Hvala, ker si poslušal dva analfabeta in ima razlagal stvari. Ja. Tako da. Dejansko je bilo to really for dummies, ampak Ja. ful hvala. Jaz pač upam, da ko bom naslednjo knjigo spisal, da bo ta podcast še obstajal. Ne? Tako da, in to iz dveh razlogov, da pač to eno zato, da bo vse ta knjiga čim prej narejena in tudi za drugo zato, ker je pač podcast super, ker ga tudi jaz zelo rad poslušam in pač želim se na obema, da boste nadaljevala s tem delom. Mislim, da sta zelo fajn zastavila in še veliko fajn gostov vam želim. Hvala, res hvala. Za tiste, ki vas zanima Usodna strast, je knjiga, sem prepričan, da se splača počekirati, tudi jaz imam na svoji listi. Gregor, najlepša hvala. Veliko sem se naučil tako vedeti po teh podcastih. Anže, kaj imamo zapovedati na koncu? Ja, admin stvari. Ja. Enač podcast je na aparatus.si, tudi v iTunesih, tam kakšna ocena prav pride, tako da ful hvala. Vidim, da jih še kar dajete ljudje, tako da ful hvala. Drugače smo tudi na Facebooku, da sem se spomnil, odlično. Če pa imate šanso, lahko pa aparatus tudi podprete, to pa naredite tako, da greste na aparatus.si/podpri, oziroma hvala vsem, ki ste to že naredili. Drugače pa Grega, ko si na Twitterju, to povej. Zelo enostavno, Gregor Pavsic, @Gregor Pavsic, to je to. Odlično. Evo, se splača followati, veliko zanimivo. Ja, pa sajt imaš tudi, Ja, sajt imam, ampak je v zelo slabem stanju, tako ampak vseeno obstaja in gor je tudi link do knjige grp.si. Boki, kje se pa tebe najde na internetu? Jaz sem @Boki Nagbar na Twitterju. Ful hvala vsem, ki poslušate podcast, tistim, ki delite informacije o tem podcastu naprej, dajete komentarje. Pa tudi, če date kako idejo za naprej, ali za gosta, ali za kako temo, vedno več tega dobivamo, tako da full thanks. Pa danes je nekdo, ali neka punca, ali nek tip, ali nisem točno še pogledal, točno do. Nekdo je napisal, da boš vprašanje zastavljam kot ti, Anže. Ja, jaz se bom strinjal s tem. Kaj bomo zdaj naredili mi, da to mislim? Ne vem, počas boš vse prevzel, stari. To je to. To je endgame. A že kaj hitaš? Boki, jaz sem savoznik. Tako da. Se pravi, ko boš to kaj narobe, boš ti kriv. Ne? Ja, valjda. Pa ta prvič podcast je Pokale pa jaz pobiram. Ja, točno to. To bo to. Najlepša hvala, Gregor. Anže, še kaj, ali smo zaključili? Ja, jaz sem na Twitterju afnanzeta, tako da mi lahko tako držite. Tako kot v zadnji, sozniki. Car si res. Grega, še enkrat hvala, res ful. Ja, hvala vam. Rekel 3-4 zdaj, pa rečemo adijo. Ajde. 3-4 zdaj. Ajde. Živijo, adijo. Adijo.